Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. 17 let in 2 dni je od takrat, ko je rokometni klub Celje Pivovarna Laško osvojil Ligo prvakov. Takole so igralci dan zatem praznovali kar sredi najbolj prometnega križišča. Danes so to žal le še spomini. Vi pa gledate 115. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, je Superliga propadla? Zakaj amerikanizacija fuzbala še ni uspela? Superliga, 12-letna velika želja predsednika nogometnega kluba Real iz Madrida Florentina Pereza, je postala realnost. Ali je to še zmeraj, nam bosta povedala naša posebna gosta. Športni direktor nogometnega kluba Domžale Matej Oražem in pa naš najtrofejnejši rokometni trener in poznavalec športa Tone Tisl. Toplo pozdravljena. Zdravo. Večer. Matej, nogometni klub Domžale je bil član tega Evropskega združenja klubov, ampak če se ne motim, ste pred kratkim izstopili iz tega združenja. A imam prav? Mi smo člani še vedno, ampak je naše članstvo zamrznjeno, ker se ne udeležujemo njihovih dogodkov in to že kar nekaj časa. Razlog za to je pa točno to, kar se zdaj dogaja leta. Smo se nekako trudili izpostaviti ta problem zapostavljanja manjših klubov, zapostavljanja manjših lig, novih in novih bonusov za najbogatejše, ki so na koncu kulminirali v tem, da so se očitno počutili tako močne, da so hoteli iti kar na svoje. Zdaj, petek, pred tem dnevom D, tisto soboto po noč oziroma sobote na nedeljo, ko so te 12-terice objavile, da ustanavljajo Superligo, so bile ravno potrjene spremembe formata tekmovanja Lige prvakov že za naslednjo sezono, čeprav vem, posebej korenite pa za čez 3 sezone kasneje. Kaj je bilo v bistvu sprejeto ta petek? Ja, načeloma Superliga v malem, dodatna 4 mesta v Ligi prvakov, popolna sprememba sistema, kot smo ga vajeni z skupinami po 4 v eno skupino, kjer bodo vsi 10 zagotovljenih tekem napram 6, ki so bile do zdaj, in pa predvsem access list, torej klubi, ki nastopajo, so se ponovno premešali, ponovno se dodajo mesta za najboljše in zaenkrat še velja, da 2 kluba, največja pod narekovaji, ki nista prišla v Ligo prvakov, bosta avtomatsko zdaj po novem sistemu prišla noter, ne glede na to, ali so si na igrišču zaslužili ali pa ne. Tako da meni se to precej sliši kot Superliga. Čeprav vem, sta Tottenham pa Arsenal trenutno ta 2 kluba, ki bi nekako po logiki to v lanski sezoni, okolikor bi veljala pravila, oziroma po lanski sezoni bi bila to Tottenham in Arsenal. Ki sta bila med to 12-terico, ki je ustanovila Superligo. Zanimivo. Tone, zanimivo, res je. Tone, zdaj, če poslušava Mateja, pa tudi po neki osnovni logiki, bi rekli, sej te veliki so dobili, če že ne vse, kar so hoteli, so dobili zelo veliko. Zakaj so po tvoje vseeno hoteli še bistveno več in šli direktno na John ali pa če hočeš na nož proti UEFA? Ja, jaz bi rekel, da moramo to malo globalno pogledati, ne samo skozi nogomet. Se pravi, moj profesor na fakulteti za šport je rekel, šport je politika, predvsem v tem, da odnosi znotraj družbeno-ekonomskega sistema se odražajo tudi v šport. Zato imamo različne poglede na šport v Ameriki, v Nemčiji, v Franciji, Sloveniji, Rusiji. In pač v tem trenutku je tam, kjer je nogomet najbolj popularen, je pač ekonomski sistem ta najbolj umazan kapitalizem, kjer je edina vrednota profit, človeška življenja in navadni ljudje pa so, postranska škoda. To se je zdaj v nogometu pokazalo, se pravi, ni jim dost to, kar so do zdaj dobili, hoteli so enostavno še več, hoteli so narediti pač zadeve tako, kot so delajo v Ameriki, kjer vsaki nekaj vloži, hoče za to še dodatno zaslužiti in so pač tradicijo in okolje evropsko precej podcenjevali. Zdaj, ko sem poslušal bivšega predsednika Reala Madrida, je rekel, malo čudno se mi zdi, kako ustanavljajo to Superligo, da pustijo eno novičko ob enih ponoči, se pravi za ameriški trg, brez neke tiskovne konference, kjer bi to zadevo dobro predstavili, kjer bi točno povedali, kdo bo v tej ligi nastopal. Vedelo se je samo, da je 12 teh klubov, da se ni vedel, kdo bo sploh nastopal, kako bo nastopal in se
iz strani ljudi, ki so eni najbogatejših na svetu zadeva zelo taka diletantska in je rekel, da kar ne more verjeti, kako so se to spravili to delati in da enostavno ta zadeva ni mogla zaživeti in je propadla. Zdaj postavlja se vprašanja, so vrgli samo bombico, da so testirali, kako bo reagirala UEFA in pa ostali evropski klubi in potem, ko so videli, kako so odreagirali, da bodo nekot na novo zastavili, ali pa so res tako veliki egoti, da so verjeli v to, da bo ena zadeva, ki v Ameriki laufa brez najmanjšega problema, zaživela v tradicionalni Evropi in najbolj so skočili pač, bomo rekel, Angleži, kajti po eni strani je gledali to, kot da je celo atentat nek na angleško ligo, ki je sigurno ob evropski Champions League najkvalitetnejši nogometni izdelek in verjetno celo tržno enako zanimiv kot Liga prvakov. Matej, zdaj precej teh lastnikov, ki so najprej pristopili k tej Superligi, se kasneje posuli s pepelom, med njimi tudi recimo, bomo videli, imamo izjavo Romana Abramoviča, se pravi lastnika Chelsea. Česa so se po tvoje ustrašili? Drži to, da so, kar pravijo, ja, storili smo napako, podcenjevali smo navijače, podcenjevali smo, kaj pomeni nogomet za lokalna okolja in tako naprej. Kaj ti praviš? Ja, absolutno so podcenjevali navijače, prej bi pa rekel, da so se ustrašili pa politike, ki je z navijači potegnila, ker je seveda tudi za pričakovati Evropska komisija kot institucija. Ves čas trdno stoji za UEFA, za njenimi načeli solidarnosti, ne glede na to, koliko jih prilagajamo neki realnosti. Na drugi strani je pa tudi v Angliji bila zadeva zelo jasna, da je bil ta projekt nezaželen, da je bil, kot je Tone pojasnil, tretiran kot nek napad na Premier ligo, kajti 620 klubov bi šlo ven, njim pa Premier liga dejansko veliko pomeni. Tako da malo je bila zmes vsega skupaj, ali so pa oni zdaj to čisto iskreno želeli narediti, ali je to zdaj spet še eno več preigravanje, je pa težko zdaj reči, no? Ampak glede na to, da je UEFA kljub temu, da so se odločili stopiti, potrdila te spremembe, ki so praktično spogajanja samo strani teh 10-12 največjih klubov, bi rekel, da še vedno jim je marsikaj šlo za roko. Zdaj pa vprašanje samo, kako pogumni bomo pri teh kaznih. Ja, preden pridemo do kazni, me še tole zanima, bomo videli na ekranu, zelo zapufani, po domače povedano, so te nogometni klubi, ki so šli ustanavljati to Superligo, zdaj ta skupna številka, 7 milijard, to so taki zneski, ki si jih navadni smrtniki komaj sploh lahko predstavljamo. A je bil to glavni motiv po vajinem mnenju, se pravi, se rešiti iz teh finančnih dolgov ali res nek ta motiv, pač se pravi pohlepa, kako zaslužiti še čim več? Zdaj moramo vedeti, da te klubi se načeloma financirajo iz posojil. In neka trajnostna likvidnost, ki jih posojila zagotavljajo, možno samo v trajnostnih prihodkih. In jaz mislim, da je pač njim bistveno, da si zagotovijo neke strašansko velike prihodke, zato da bi lahko sploh svojo likvidnost pelali. Tako da ni to pokrivanje trenutnega pufa, ki se bo pokril sam od sebe, je bolj zagotavljanje trajnostnih sredstev, s katerimi bi funkcionirali iz leta v leto in da ni rizika, da jih teh sredstev ne dobiš. Ja, jaz mislim, da je tudi to, lahko povemo, tudi na globalnem nivoju. Zadeve se spreminjajo. Nekoč je bila velesila svetovna Evropa, potem je šla to v ZDA, zdaj pa vemo, da se tudi na tem področju zadeve spreminjajo, da so od 4 največjih velesil so 3 azijske, se pravi ob ZDA so tu Kitajska, Indija in Japonska. Tudi kapital, ki ga imajo nekateri klubi, so kapital, ki ga zagotavljajo zalivske države. Oni s tem nimajo problemov in za njimi stoji tudi država in to jim lahko vedno ubrizgajo zadeve, ki zmanjkajo. Večje težavi so Barcelona in pa Real, pa tudi Juventus, ki imajo lastništvo malo drugače urejeno. In mogoče so celo oni tista gonilna sila, ki je želela te zadeve spremeniti, kajti če mi je nekdo obljubil, da bo praktično v štartu poravnal dolgove, ki jih imajo in pol naprej bi zadeva naj samo še rasla in rasla, so verjetno v to zagrabili. Kakor je meni znano, pa kakor je tudi predsednik UEFA Čeferin govoril, so ga
predsedniki klubov klicali in so rekli, mi enostavno moramo stopiti na ta vlak. Mislim, da je tudi Abramovič o tem govoril, ne moramo si privoščiti, da bi iz tega izstopili. Jaz mislim, da je glavni interes ravno Reala iz Madrida, ki je eden od vodilnih klubov in tudi najuspešnejši v ligi prvakov, ampak to tudi na račun tega, da izčrpujejo ostale klube in zdaj je začutil bojazen, da ne bo več najmočnejši igralec in ta bojazen je upravičena in jaz tudi upam, da ne bo več najmočnejši igralec. Zdaj, Matej, zakaj si pa recimo Bayern pa Paris Saint-Germain sta si pa lahko privoščila, da niste šla zraven, že v štartu, ne? Ja, situacije sta vseeno različne. Bayern je zaradi nemškega sistema še bolj organiziran kot društvo, kot pa Barcelona in Real. Zaradi tega Nemcev ni zraven, ker tam dejansko navijači, članstvo še drži vse niti v svojih rokah in ne, v Barceloni so potem rekli, ja, pa se lahko mi post factum to preverjamo, seveda v Nemčiji to ne gre, ne. Tam bi mogel najprej imeti odločitev skupščine in potem bi šele lahko čemu takem pristopil. Dočim je pač v Španiji zadeva majčkeno bolj odprta, ker jim na eni strani omogoča finančno verjetno lažje poslovanje in pa tudi manj pregledno. Na drugi strani pač imajo Nemci zaradi tega malo večje težave, ampak so pa uspešni zaradi drugih kvalitet. Pri Parizu je pa predvsem to, da bi bili sami iz Francije in je precej riskantna poteza zaradi tega, no, sploh ob dejstvu, da tudi Nemci niso zraven šli. Gotovo je pa seveda tudi lastniška politika tukaj delno pripomogla k temu, da so se tako odločili. Prav, si bomo zdaj vzeli krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem. Je Superliga še živa? Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami ste še vedno Matej Oražem iz nogometnega kluba Domžale in Tone Tisl. Pogovarjamo pa se o tem, kaj se dogaja s Superligo in zakaj poskus amerikanizacije evropskega fuzbala še ni uspel. Matej, Tone, preden nadaljujemo, predlagam, da si pogledamo izjavo idejnega očeta te Superlige, predsednika Reala iz Madrida, Florentina Pereza. V kakem stanju je ta hip Superliga? Pues mire, todavía no se ha pagado ninguno porque esto acaba de pasar y además están casi todos. ¿Cómo? Están casi todos todavía. Hemos hecho... ¿Cuántos bueno, hay en el barco? ¿Todos? De momento todos. Los 12. Bueno, de momento vale, los 12. pregunta. Claro, La segunda. porque no se han ido todavía. Porque para que se vayan tienen que pagar una penalización. Claro, no se han ido todavía. Evo, lahko bi rekli, če se malo pohecamo, business as usual, ne? Se pravi, Perez pravi, noben še ni izstopil, če izstopiš, moraš plačati penale. Kako je zdaj s tem, Matej? Zdaj mi poslušamo tudi predsednik UEFA, Aleksandar Čeferin, prav 10 klubov je izstopilo, ne? Čeprav vem, samo 2 sta še noter, Real Madrid pa Barcelona, kar je tudi sam malo ironično, ker se to na igrišču vsaj kolikor največja rivala. Kakšno je zdaj stanje na tem področju? Ne, zadeva je popolnoma jasna. 10 klubov je izstopali in se pokasali, zato ker so naredili razen Juventusa. Juventus je očitno še vedno prepričan, da je to edina pot naprej in da bo edin tako rešili svoj obstoj. Kar se tiče pa Reala pa Barcelona, mislim, da pri Barceloni bodo navijači odločali o tem, oziroma člani kluba. Ne, jaz sem skoraj prepričan, da ne bodo dovolili tega združevanja v Superligo. Medtem ko pri Realu so bile pa volitve ravno kar, malo me čudi, da ni bilo nobenega govora o teh projektih, ker so le nekaj mogli vedeti. Kar se pa samih kazni znotraj Superlige tiče, mene te ne skrbijo toliko, mene bolj skrbi, kako bo UEFA reagirala in tukaj je treba biti odločen, ne? In te klube, s tem, ko smo potrdili te nove spremembe mini Superlige, gotovo nismo dali ta pravega signala tem klubom in jaz mislim, da je te zadeve treba potegniti korak nazaj in jim potem tudi, kar se tiče samega tekmovanja, pokazati, ok, probali ste, ni vam uspelo, izgubili ste, zdaj pa morate pa trpeti določene posledice. Kaj ti celotna nogometna politika leta in leta, 10 let je ali pa 2, je šla ves čas za njimi in njim na roko. Zdaj ti, če te prav razumem, bi se pa za kar ostre kazni za te klube zavzemal, tudi recimo, da prihodnje leto ne bi igralo v Ligi prvakov. No, kolikor se oni vrnejo, jaz mislim, da pljuvati v lastno skledo tukaj ni smiselno.
tudi metati jih ven letošnjo sezono, se mi tudi ne zdi smiselno. Jaz mislim, da mora biti kazensko-vzgojna predvsem iz tega, da sistem tekmovanja ostane tak, kot je, da se ohrani sanje o Ligi prvakov, da se poveča število mest, ki vodijo skozi kvalifikacije in potem naj si te klubi to prislužijo. Sej nihče od njih nič drugega ne zahteva, kot da si zaslužijo to, kar si želijo zdaj sami vzeti. To je edina stvar, ki se od njih pričakuje. Oni bi pa želeli, da jim je to podarjeno, predvsem seveda ves denar, ki zraven tega pride. Zdaj, Tone, ta glavna stvar verjetno pri tem projektu je denar. Zdaj, financiranje je bilo zamišljeno tako, da bi ameriški gigant, finančno-zavarovalniški JP Morgan to financiral, ampak vse več kredibilnih informacij v javnosti, da v resnici ni šlo za njihov denar, ker oni ponavadi pač obračajo tuj denar, ampak da je šlo denar pač Savdice oziroma konkretno saudijskega prestolonaslednika, kar bi naj tudi vplivalo potem na odločitev določenih klubov, da ne grejo zraven, čisto iz političnih razlogov. Kako recimo ti skozi to prizmo tega denarja, te politike, amerikanizacije športa komentiraš celotno zadevo? Jaz mislim, da je Aleksander Čeferin že bil eno bitko in sicer z Infantinom. Ne? Če se ne motim, je Infantino hotel organizirati neko svetovno ligo ali svetovno prvenstvo, kjer bi bil tudi nek kapital, za katerega izvor se ni točno vedelo, odkot je. In Čeferin je bil strogo proti taki ligi in je dobil bitko z FIFO. Ne, se pravi, ta denar, že prej smo ugotavljali, da denar je v tem trenutku na vzhodu in predvsem zalivske države, ki ne veljajo glih za najbolj demokratične države, hočejo na ta globalni trg prije tudi preko športa in preko športa iščejo svojo prepoznavnost. Ne. Ni treba biti tu posebej pameten, da prvenstvo v Katarju je bilo samo zaradi denarja, nekdo je kupil to prvenstvo, kajti po nobeni logiki prvenstvo se ne more odigrati v Katarju. Nimajo ne tradicije, nimajo ne infrastrukture, nimajo ne kvalitetnega moštva, enostavno tudi nimajo tudi vremenskih pogojev ni. Tudi podnebja ni, ne. Ampak te države vidimo, da je že, mislim, da se Formula 1, da je že v Saudski Arabiji, v Katarju, vse posod. Vidimo tudi zdaj, jaz sem fan kolesarstva, da UAE in Bahrein Merida, to so tudi vložki iz Bližnjega vzhoda in to je ena velika nevarnost. Mislim, da je saudski princ želel tudi prevzeti Newcastle, pa so že takrat Angleži obrnili. Se pravi, enostavno treba je biti pri teh zadevah previdni. In zdaj, ko smo že pri tem, treba je povedati, da nogomet, tako smo rekli, je del enega družbenega sistema, je politika, enostavno je politika, to smo tudi zdaj videli, so se vključili in Johnson in Putin in Macron, tako da tu, ko pravi Alex Čeferin, da so nad politiko, niso nad politiko. Politika, šport je politika. Še najbolj nogomet, po mojem, od vseh športov. Verjetno še najbolj. In zato znotraj tega so tudi zadeve, ki so za ta šport zelo nevarne, o katerih mi sploh ne govorimo. Se pravi, ogromno je organiziranega kriminala tudi znotraj nogometa. Če damo primer sam, če kdo gleda film o Maradoni, vemo, da je Maradono obvladovala mafija in posledično tudi sam klub Napoli. In da je takrat na jugu Italije vrelo in so pač sever je popustil in so jim dali kruha in iger. Vemo, zelo zanimive so besede Anelija po tem sporu, ko je dejal, da v nogometu ni veliko poštenosti, iskrenosti in zaupanja. On verjetno to dobro ve, kajti ko je bil Modži šef Juventusa, je leta in leta podkupoval sodnike, da je bil Juventus prvi na lestvici in veliko tekem je Juventus odigral in zmagal v 96, 97, 98 minuti. Ampak sledila je kazen, Juventus je moral iti v drugo ligo in se potem vzdignil. Vemo tudi, da je bilo veliko huliganstva v nogometu. Spomnimo se Heysla in potem tudi v Sheffieldu. Angleški klubi so bili za 5 let izključeni iz evropskih tekmovanj. Nazaj so se vrnili samo močnejši. Zdaj, če gremo, mogoče tudi za Katar smo že povedali, kako je prišel do tega. Vemo, da je Aleksander Čeferin prišel na svojo pozicijo zato, ko so bili ljudje, ki so do takrat vodili to zvezo, korumpirani. Vemo, če poslušamo intervju z Mamićem, ki je šef Dinama Zagreb, kaj vse on počel, če je počel to proti sodniki z odvetniki in vsemi, kaj je delal v nogometu. Vemo tudi, če pomislimo na Delije in Grobare, tudi tam je organiziran kriminal, tam je prostitucija, tam je droga, verjetno še kaj hujše.
Tisto, kar me pa najbolj presenetilo, gledal sem si en film, in sicer spolno nasilje v športu. Bil je pred kratkim na TV Slovenija in sem bil res začuden, da se je začel z nogometom, in to v Blackpoolu. Mislim, da je bil Paul Stewart, ki se je razkril, da ko je bil star 10 do 14 let, ko je bil star, ga je zlorabil njegov agent. In potem, ko je šla njegova zgodba ven, je bilo še veliko otrok, ki so bili takrat otroci, zdaj so odrasle osebe, ki se javljajo. Se pravi, v globalu je veliko problemov, ki jih je treba reševati, in mislim, da v tem trenutku, odkar je Aleksandar Čeferin na čelu UEFA, se trudi te zadeve popravljati, in mislim, da je bil tudi imenovan za to, da poskusi čim več teh zadev popraviti. Kako se bo pa zadeva s kapitalom odvila, kdo bo zmagal, kdo ne bo, bomo pa videli, kajti ena bitka je dobljena, vojna verjetno še ne. Matej, preden gremo na vlogo Aleksandra Čeferina, me še tole zanima. Zdaj, mi, evropski navijači, da tako rečem, klubski, imamo mogoče iluzorno prepričanje, da se nogomet igra zaradi nas, ne? Ampak ta nova Superliga ali pa te najbogatejši klubi v resnici ne računajo tukaj na evropske navijače, ampak na neke druge, ne vem, azijske, kitajske, na neke druge trge. Vse govori v bistvu v prid temu, ne? Ta njihov poskus ni bil namenjen za evropske navijače, ali se motim? Ne, tukaj jaz mislim, da je to točno številke, ki se pač obračajo tako navijačev kot financ. Tako na vzhodu kot v Ameriki, končni fazi so lahko mnogo večje kot to, kar se generira v Evropi, ampak vkolikor je pač to želja, naj naredijo neke filiale, naj naredijo neke svoje klube, naj igrajo svojo ligo, pa naj jo igrajo tam, ne, mislim. Sploh v Angliji mislim, da to ne bi šlo skozi, če bi mogoče še v Španiji pa v Italiji, kupili v Italiji zaradi tega, ker so tako razočarani, ker jim seveda ne gre rezultatsko. Bi se mogoče toliko navezal na ta del, ne bi rekel, da je, vsekakor ni nogomet problem, ne? Nogomet je samo zaradi svoje pozicije v družbi nič drugačen od vsega ostalega, kar se dogaja. Bistvo je pa tukaj, sta pa bistva dva, ne? Eno je denar, drugo je pa vpliv. In če eno drugo je z drugim povezano, in če vzamemo najbližje primere, ne, Mamić ne bi mogel tega početi, ker je brez denarja. Denar je zaslužil prek nogometa, po mojem mnenju povsem legitimno, ali pa v večji meri povsem legitimno. Kaj je pa pol z njim počel in kako je potem naprej to delo, to je pa grozovito, ne. Sam pomislimo lahko, kaj je počel navadnim nogometnim sodnikom, če je ta prave podkupoval, ne. V Srbiji je pred kratkim bila afera za to bando, mislim, da Belivukovo, ki je funkcionirala v prostorih nogometnega kluba Partizan, ne, oziroma v okviru stadionu, v okviru stadiona. Spet se je šlo za vpliv, ne. Tukaj se je šlo pač za politično preigravanje. Vse te mafije balkanske so načeloma strani politike dovoljene ali pa tolerirane, da do tega prije. Tako da nogomet je en tak lep lakmusov papir, kaj se v družbi dogaja, in se pa strinjam, ne, niti je nogomet zdaj na vzhodu ali pa na zahodu zdaj bolj umazan ali pa bolj čist. Sej, če gledamo neke velike zgodbe, tudi teh velikih klubov, kako financiranje poteka in druge stvari, so v končni fazi zelo blizu po problematiki, kot so te naše balkanske domače, ki so pa majčkeno bolj mesnate, pa so bolj za v tabloide, kakor pa tam, da se pa izkorišča delavce in da tako prihaja do težav. Največ o teh stvareh bi mogoče vedel povedati, če predsednik Srbije, ne, Aleksandar Vučić, ki je tudi zanimiv, on je tudi bil navijač ali pa vodja navijačev, ne, in zdaj je pa recimo predsednik države nesporni, pač najmočnejši politik v ne najmanj pomembni državi, recimo v naši okolici. Tole me še zanima, preden gremo na vlogo Aleksandra Čeferina, kako bi vidva recimo primerjala zdaj ta ameriški način dojemanja športa kot posla in navijačev kot potrošnikov in ta naš evropski način. Je ta ameriški način po vajinem mnenju sploh v celoti prenosljiv v to naše okolje športno? Ja, če mene vprašaš, ne. Kar se mene tiče, ne. Jaz sem mal tradicionalist, ne. Evropa je bolj tradicionalna, tudi Anglija je bolj tradicionalna. Je pa res, da so ene zadeve, ki so v ameriških zaprtih ligah pa tudi kvalitetno narejene. Zdaj, glavna razlika je to, bom rekel, je lastništvo, ne. Tam v zaprtih ligah je lastništvo jasno, vsi so
podobni te udeleženci, ni tako pri nas, ko smo že prej ugotavljali, imaš privat lastnika, pa imaš društvo. Lahko ti tudi vzamejo franšizo. Imeli smo incident, en rasističen, in so enostavno lastniku vzeli klub. In tam je lastništvo jasno in tudi regulacija je precej drugačna. Ne. Tam imajo tudi salary cap, ne, kar je v redu, se pravi, koliko je lahko najvišja plača. Mislim, da imajo vsi klubi 120 milijonov na razpolago, da ga zapravijo, in potem ne pride do takih zadev, ko so tu okoli Neymarja, Messija in teh. Se pravi, to je v redu in to velja za vse. Tudi nisem se slišal, da je bil kak klub v teh ligah v resnih finančnih težavah. Tudi lastništvo nad igralci nimajo samo klubi, ampak jih lahko trži tudi liga. Se pravi, znotraj so pravila veliko bolj določena in so veliko bolj fair, kot so v naši ligi prvakov. Tudi spodbujajo v tej smeri, da slabša ekipa lahko dobi boljše igralce. Se pravi, da je zadeva čim bolj uravnotežena in da se tudi vrh čim bolj spreminja, ker noben noče gledati na vrhu ves čas ene in iste. Tisto, kar je pa problematično, to pa ni tekmovanje, ne. To pa ni tekmovanje, ker je zaprt sistem in ta v Evropi ne pride skozi, kajti težko bi jaz to prenesel, kar se dogaja v ameriških profesionalnih ligah, da lahko ti legalno, namerno tekme zgubljaš, zato da si nižje na lestvici, da lahko potem bolj posluješ. Celo uradni izraz imajo za to. In zdaj, če lahko to delajo, verjamem, da lahko delajo tudi nekatere druge stvari, ki prinašajo več denarja. Naprimer, zaščitijo Jordana, zaščitijo najboljše igralce, mogoče lahko tudi kako tekmo, ker to ni tekmovanje in znotraj te lige je možno vse in o tem odločajo vsi, ki so tam notri, in tiste zanima samo, kakšen bo profit iz tega. Mislim, da imajo tam tudi bolj urejene zadeve, zdaj, ko je nastopila tale naša pandemija, in če se prihodki zmanjšajo, se to po pogodbah enostavno zmanjša za vse, ne samo za lastnike, ampak tudi za športnike. Če pogledamo našega Luko Dončića, vidiš, da prav trpi, ne. On je navajen zmagovati, on je odraščal v Evropi, on je v Realu mogel vsako tekmo zmagati, ne. Tam pa je edini skoraj na igrišču, ki se trudi za zmago, ostali pa igrajo za denar. Ker zmaga ni pomembna, ker kljub temu, da ne zmagaš, denar priteka. Se pravi, v tem pogledu mislim, da to Evropa ne more sprejeti. Mislim tudi, da evropski gledalec ali pa Evropejci nismo medijsko tako zmanipulirani, kot so lahko Amerikanci, ki res resnično vse verjamejo. Tako da mislim, da to se pri nas ne more prijeti in jaz osebno niti ne želim, da se prime, ker šport je le strast, so emocije. In če zdaj malo mogoče dodam, zadnjič sem poslušal Cantona, je rekel, da šport brez gledalcev, da zdaj, ko gleda nogomet, je to res dolgočasno, ne. Gledalci, to, kar se dogaja pred tekmo, med tekmo in po tekmi, to navijanje, to druženje, ta strast, to je tisto, kar dela nogomet res zanimiv. In to je veliko bolj privlačno in bolj pomembno, kot pa sami dogodki na igrišču, kjer pa seveda vsi gledalci zahtevajo in to tudi vidijo, če se igralci borijo ali ne. To, da bi gledali tekme, kjer bi se obe ekipe zafrkavale, to mislim, da evropski gledalec ne bi kupil. Matej, če simuliramo, kaj bi recimo za nogometni klub Domžale pomenilo, če bi igral v prvi slovenski ligi, iz katere ne bi mogel izpasti, pa na približno podoben sistem, kot to poteka v Ameriki? Tako je nepredstavljivo, da o tem sploh ne razmišljaš. No? V našem primeru bi verjetno še več mladih fantov noter pometal, pa naj se izkažejo, pa bi dobili preko tega izkušnje. Ampak se strinjam z Tonetom, da ta zadeva se pri nas enostavno v Evropi ne bo prijela. Ne pristajajo naši navijači na to, da so samo in zgolj in prvo potrošniki. Je pa zanimivo, no, da je pa zgled za to Superligo mogoče bila bolj NBA, NHL kombinacija kot pa NFL, kjer pa ima NFL daleč najboljši marketing. Ne? In pri NFL-u so zdaj komaj redno sezono podaljšali, mislim, da iz 16 na 18 tekem. Tukaj je pa število tekem v nogometu neprimerno višje. Ne? In se še povečuje tudi s tem novim predlogom. Še povečuje se in glede na intenziteto teh športov in na način
vse je drugače v košarki igrati na 3 dni, kjer imaš ti neke konstantne menjave, ne, in zadeva je noter, ni mraz, ni vetra, ni zunanjih dejavnikov, nekako lahko zadevo kontroliraš, kot pa v nogometu in govoriti o tem, da kvaliteta nogometa ne pada zaradi tega, ker je teh tekem več, seveda bi bilo nesmiselno in tudi za zdravje igralcev ni najbolj poskrbljen, ker tako veliki napori po pol leta v kosu na 3 dni odigrati tekme na najvišjem nivoju, seveda imajo polno podporo, pa infuzije, pa masaže, pa vse žive dodatke in suplemente, ki jih lahko jemlješ in kaj lahko delaš s tem, ampak to za telo tako pogosti in tako intenzivni napori seveda ne more biti najbolj zdravo. A mogoče zaradi tega tudi pada kvaliteta, zaradi količine tekem upada zanimanje, ne? Ker včasih se spomnim, če si imel srečo, si lahko 2 tekme ujel čez vikend, ne? Eno v živo, pa eno mogoče po televiziji, ne? Zdaj v bistvu lahko gledaš 4 tekme naenkrat, ampak to pomeni, da nobene v bistvu v resnici ne gledaš, ne? Absolutno se strinjam. Jaz mislim, da kvaliteta gre z roko v roki, mislim, da tudi so nacionalna prvenstva nekaj izgubila z globalizacijo, ne? Mi imamo primer, da lahko na televiziji gledaš rusko ligo, pa iransko, pa japonsko, recimo naše druge lige pa zelo težko najdeš na televiziji. Ne? In jaz mislim, da predvsem naloga za UEFA je, kako povrniti sijaj domačim tekmovanjem, tudi tistim, ki so morda malo zapostavljeni in predvsem tukaj bo treba izkazati neko solidarnost, ker še enkrat na koncu je denar tisti, ki dela razliko. Ne? In če gledamo, da je v lanskem letu četrtfinalista Atalanta dobila iz naslova marketinga, mislim, da 12 milijonov, Juventus pa 42, pa so izpadli eno kolo prej, ne, zaradi nekega namišljenega trga, ki ga Juventus prinaša. Jaz se to vse strinjam, ampak če tekmovanje ne bo tekmovanje za vse, ne moramo non-stop tistih, ki preveč zapravljajo, ujčkati in jim dajati nov in nov denar, da ga pač zapravljajo ne najbolj racionalno, ker če je Atalanta bila boljša v samem tekmovanju od Juventusa, mislim, oni so pa 2-krat toliko zapravili, pa dajte se zamisliti, fantje, ni problem v Ligi prvakov pa v Superligi, ampak je problem v tem, da ne znate upravljati lastnih klubov, ne? In to je tista zadeva, ki je tukaj problem. Pa Real je v končni fazi uspešen, pa še vedno finančno ne morejo skozi prijeti. Torej, koliko ti moramo dati, da ne boš mogel več zapraviti? Ali sploh obstaja ta številka? Vprašanje, če obstaja, ja. Ampak zdaj smo prišli nazaj do UEFA in seveda tudi, kar nas še posebej zanima, zaradi našega gore lista predsednika UEFA Aleksandra Čeferina. Ne? Kako vidva zdaj dojemata to njegovo vlogo v tem spopadu s to Superligo ali pa konkretno z Anjelijom, predsednikom Juventusa, Perezom, predsednikom Reala? Ne? Zdaj nam navijačem ali pa nam navadnim smrtnikom, ki to gledamo, če parafraziram nekako s tribune, se zdi, da je Čeferin saj zaenkrat zmagovalec na igrišču. Ne? Pač 2 dni praktično je bila ta Superliga živa in je zdaj ni več. Kako vidva gledate na to njegovo vlogo in na aktualno stanje stvari? Ja, jaz bi prvo rekel, da sem zelo vesel in ponosen, da imamo mi Slovenci na taki poziciji našega človeka. Ne? To absolutno, ja. To, kar je slovenska značilnost, ne govorijo prše povezah, tak ali drugače. Ja. Na tako pozicijo ne pride. Nastavili so si enega Loleka zato, da bojo naredili Superligo. Tako, ne. Ja. Ta Lolek je tam že 5 let in je v začetku zaradi tega, ker je bila, ko smo že prej povedali, prišel je zaradi korupcije in sta mogla Blatter in Platini in društvo oditi in je začel vleči določene poteze, ki so bile nepriljubljene. Se pravi, prvič je ukinil doživljenjski mandat in je dal samo 2 mandata. Potem mislim, da je tudi ukinil neke bonitete izvršnemu odboru in je te ljudi izenačil. Potem se skozi bori za to, da ne bo Superlige, ne? Se pravi, da bo neka solidarnost vladala znotraj nogometa. On že veliko časa govori, da dokler bo on tam, Superlige enostavno ne bo. Mislim, da se tudi vlaga in ta denar razporeja tudi v ženski nogomet. Nekaj tega denarja od UEFA, mislim, da pride tudi v naše klube. A je res, ne, mislim, pride ali ne pride? Bomo vprašali pol Mateja. Bolj malo, ampak nekaj pride. Ampak ti kar končaj. Bila je zelo zanimiva zadeva in njegova reakcija. Ne? Njegova reakcija, on kot odvetnik in bom rekel skoliran človek, je uporabil besedne zveze, kot so imeli smo Kače blizu, Anjelija,
je označil za lažnivca in tudi vse ostale. Se pravi, on igra igro na parketu, kjer so ljudje res strahovito močni, tako finančno kot politično, imajo svoja zaledja. In osebno sem se spraševal, zakaj je uporabil tako močne poteze. Ne? In pol prideš nekje do tega zaključka, da je bil verjetno res osebno prizadet, kaj se tiče Agnelija. Verjetno tudi Čeferinu kot takemu je godilo, da je bil osebni prijatelj člana Agneljeve družine. Bil je Botr, mislim, je Botr njegovemu otroku, se pravi, ni kar eden. In ta družba mu je verjetno ugajala in potem po informacijah ga je res Agnelij v zadnjem trenutku izdal. In jaz mislim, da so bile te besede tudi izraz osebno prizadetega človeka in da je rekel, da je to vojna. Ne? Potem po drugi strani sem pomislil, mogoče vse skupaj igra, pa so vsi oni skupaj na istem imenovalcu, pa sam nas malo za nos vlečejo. Vendar tako kot zgleda, ne, je to vojna, v kateri je Čeferin s temi izbranimi, ne najbolj izbranimi besedami si ni naredil glih največje usluge, vendar trdno verjame v to, kar dela. Ne bomo rekli, da je nek svetnik in zaenkrat kaže, da ima vso podporo teh, ki so bili najbolj napadeni, se pravi, to so domače lige in da se kaže kot zmagovalec. Vendar te bitke še ni konec, sem pa vesel, da imamo mi na parketu enega takega človeka, ki se upa iti velike igre in za svojimi besedami stoji. Bomo še Mateja zdaj vprašali, ki vendarle tudi neposredno čuti to, kako Čeferin vodi UEFA. Izvoli, Matej. Ja, gotovo je PR večji zmagovalec, kot je v resnici. Ne? Največji zmagovalec bi Aleksandar Čeferin bil, kolikor do te tekme nikoli ne bi prišlo. Ne? To je tekma, ki se njemu ne bi smela dogoditi. Ogorčenje, ki ga je izražal prek besednega zaklada, je predvsem posledica tega, da je UEFA za te klube naredila čisto vse, kar so si oni izmislili, pa še jim ni bilo dovolj. Ne? In zaradi tega je bil to poraz v iskanju nekega konsenza, ki pa že dolgo sploh ni več konsens, ampak je popolno prilagajanje željam največjih klubov. Tako da tle jaz bi bil bolj skeptičen. Ne? V tej, če bomo rekli, odločilni bitki smo sicer skupaj s skupnimi močmi zmagali. Bistvo je pa, da bomo mi zdaj nogometne navijače in pa srž nogometa poklicali v boj tudi takrat, ko je treba zdaj pa ta sistem spreminjati nazaj, ne? Ko je treba zdaj pa te klube kaznovati, jim oduzeti te privilegije, ki so si jih priborili in pa izsilili skozi zadnja leta. In tukaj se bo pa pokazalo zdaj, ali ima Aleksandar Čeferin dejansko takšno moč, kot se percepcija ustvarja, da ima. Se pravi, tukaj je tako kot v teh Tolkienovih knjigah. Ne? Vsakič, ko misliš, da smo premagali zlo, se izkaže, da pride še ena knjiga, kjer se zlo vrne. Zdaj bomo videli, kaj se bo v prihodnje dogajalo. Za danes pa Matej Oražem, Tone Tisl, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil nogometni že 572. Faktor na TV3. Do konca tedna ne zamudite jagodnega izbora najboljših oddaj te sezone. Mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kakšno je stanje boja proti epidemiji pri nas. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.